Udeležili ste se 40-letnice Zveze paraplegikov Gorenjske. Ob samem nagovoru pa ste rekli, da vam je nekako zastal cmok v grlu. Pa vendar, povejte nekaj vaših misli ob tej obletnici. Seveda, najprej en lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem ob tem čudovitem dogodku. Danes meni, tako kot ste rekli samem uvodnem nagovoru, zakaj me je zastal cmok v grlu? Ne zato, ker bi imel tremo, tako kot sem povedal že v samem govoru, ampak zato, ker v bistvu zares občudujem te ljudi. Ker to so ljudje, ki so v življenju doživeli nekaj, kar si normalen človek z gibalno neoviranimi sposobnostmi ne zna predstavljati. In človek zmeraj pomisli tako, kot so sami povedali, ali takrat obupati. Oni pa ne. Oni pa imajo življenjsko energijo, s katero so nam vzor in s katero mi želimo, da nadaljujemo, ker pri nas, se veste, včasih te boli glava, pa rečeš, kako je hudo. Te boli, ne vem, malenkost, imaš malenkosten problem, pa ne znaš preko njega. Oni so nam pa vzor, kako se da v življenju delati in tako kot delajo 40 let, z vsemi disciplinami, s športom, kulturo, z vse obsegajočim civilno-kulturnim življenjem. Oni so res tako vzor vsem nam normalnim, nenormalnim, tudi oni so normalni, absolutno, ampak da delamo vsi skupaj in se počutimo fantastično. Drži. In to ne samo paraplegiki, temveč vsi invalidi, ki imajo veliko trdne volje, energije, da premagajo vse svoje težave. Tako je. Se pravi, mi rečemo temu ranljive skupine, ampak ne smemo biti krivični. Mi kot tistim ranljivim skupinam lahko pomagamo samo s tem, da vsem njihovim željam, vsem njihovim potrebam poskušamo pomagati, jih razumeti. Se pravi, najenostavnejši izraz temu je empatija. Postaviti se v vlogo človeka na nasprotni strani v kateremkoli trenutku življenja in se počutiti in delati tako, da je vsem nam najlepše v življenju. Udeležili ste se te čudovite prireditve ob 40-letnici, pa vendar mogoče sklenite nekaj besed, kaj pravzaprav manjka v našem zakonu za vse invalide, ne samo za paraplegike. Ja, slovensko invalidsko varstvo se po sprejemu konvencije iz leta 2008 zelo počasi premikajo sistemske rešitve. Pa vendar moramo tudi sami biti ne tako kritični, ker zakon o izenačevanju možnosti je paraplegikom in vsem ostalim invalidom prinesel vključevanje, potem prilagoditve za avtomobile, potem v letošnjem letu zakon o osebni asistenci, ta je izrednega pomena za slovenske invalide. Tu je ena družbena zelo napreden zakon, ki ga zavidajo tudi ostale države. Pa vendar, a veste, tisti, ki smo invalidi, bi zelo radi, da se rešitve hitreje prinašajo. Zagotovo je zelo boleč zakon ZPIZ-2, kjer je naredil diskriminacijo med invalidi, kajti do uveljavitve tega zakona so imeli invalidi telesno okvaro, čeprav je zelo mizerna, s strani države od 80 do 90 evrov. Po sprejetju temu zakona pa invalidi, tisti, ki se poškodujejo izven delovnega procesa ali pa obolijo, niso več upravičeni do teh mizernih 80-90 evrov, pa čeprav ostanek življenja preživijo na invalidskem vozičku. To je velika anomalija našega sistema in zelo želim si, da bi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je v parlamentarni proceduri, te krivice praktično popravil, enako tudi dvignejo, da se invalidske penzije, kajti invalidi nismo sami krivi, da smo prenehali plačati v sistem, ampak je v to nas prisilila usoda ali nesreča. In zato so invalidske pokojnine od 200 do 300 evrov in se lahko samo vprašamo, kdo lahko preživi s tem. In z eno besedo lahko samo rečeva, da mlini pri nas meljejo zelo počasi. Mlini meljejo pri nas zelo počasi, posebno, ko je treba reševati najšibkejši člen v družbi. Vaše društvo je tako rekoč začelo z delovanjem nekje v letu 1979. In koliko članov je takrat imelo vaše društvo in kje so bili prvi prostori? Ja, naše društvo je bilo ustanovljeno leta 1979.
v osnovni šoli Stražišče, ker je prvi predsednik Albin Rožman tudi poučeval glasbo. Takrat se je včlanilo 42 članov in članic iz takratnih 5 občin na Gorenjskem. Danes je pa v našem društvu včlanjenih 110 članov iz 18 gorenjskih občin. Kot sva že rekla, prihajajo iz celotne Gorenjske. Društvo se je z leti v leti razvijalo, razvoj je bil bolj uspešen in tako ste tudi vi uspešni na različnih področjih, kulturnem, športnem, z vašimi člani seveda. Tako je. Ko se je ustanovilo društvo, predtem praktično nisi videl po mestu kjerkoli invalida na invalidskem vozičku, večina članov se je takrat bolj držala doma. Seveda, ko je bilo pa ustanovljeno društvo, dejansko smo postali tisti, ki smo te ljudi združevali in tudi odpirali v družbo. Predvsem smo takrat hodili na športna tekmovanja, na razne prireditve, prirejali smo piknike, novoletna srečanja in podobno. Seveda potem se je pa to z leti razmahnilo, tako da so tudi ti invalidi, vsi, ki so v začetka mislili, da dejansko zdaj konec življenja, ki je na vozičku, da je samo za doma, da so videli, da se da kvalitetno živeti tudi na invalidskem vozičku. In seveda potem je prišlo predelava osebnih avtomobilov, invalidi so začeli voziti osebne avtomobile, nekateri so se zaposlovali, drugi so hodili v redne šole in podobno. Danes mi živimo enakovredno življenje kot hodeči in nismo nič drugega v družbi, kakor vsi ostali. Veliko stvari, za praktično vse stvari smo sposobni, edina stvar, ki je ta, da pač gibljemo se na drugačen način kot hodeči. V začetku pa je bilo verjetno dokaj težko, kot ste rekli v vašem nagovoru, človek si ustvarja družino, človek si ustvarja dom, različne dobrine, potem pa ga zadane nesreča, kar niti slučajno ne pričakuje. Tako, in tle mi vsakega novega člana mu pokažemo, da ko prideš na invalidski voziček, da ni življenja konec, da se prične neko drugo življenje, ki je isto lahko kvalitetno in človek lahko veliko stvari doseže in počne v življenju in da se ni potreba skrivati doma za 4 stenami, ampak lahko deluje v družbi kot vsak drug občan. Živeti je potrebno tako, kot da živimo zadnji dan celotno kakovostno življenje. Tako. Dokazali smo v teh letih, da je tudi življenje na invalidskem vozičku lahko zelo kvalitetno. Sicer se določene stvari malo bolj počasi odvijajo, ampak s trudom se da vse premostiti. Iskrene čestitke ob tej 40-letnici, smelo pot naprej, seveda tudi vsem vašim članom na Gorenjskem. Hvala tudi vam.